Ali imate mogoče izkušnje, da si bolniki z multiplo sklerozo ne dovolijo, da so bolni, da si ne priznajo svoje bolezni? Ja, ta izkušnja je, rečemo temu, relativno pogosta. Gre za to, da je proces sprejemanja bolezni relativno boleč in v teh prvih fazah sprejemanja bolezni pride do tega zanikanja. Ne? Sej mi ni, sej zmorem, vse delam tako kot prej. Človek si sam sebi poskuša dokazati, sej še zmorem to pa to pa to. Ne? To, kar imamo izkušnje, je, da lahko pride do nekega izčrpavanja že tako omejene energije osebe, ki je obolela za multiplo sklerozo, ker še vedno opravljajo ogromno aktivnosti delovnih, doma, v službi, do svojcev in tako naprej. Ne? Ko bi v bistvu energija v tej začetni fazi bila bolj usmerjena v to, da se samo boleznjo spoznajo, si vzamejo čas za razmislek, mogoče nek mir in tako naprej. Ne? Je pa treba poudariti, da zelo pogosto vidimo, da tudi svojci zanikajo ali pa ne priznajo tega, da je oseba obolela za multiplo sklerozo in še vedno pričakujejo od nje enake stvari kot prej, ali pa celo rečejo, sej ti nič ni. Tukaj ne gre samo za svojce, gre tudi za širše okolje, kjer glede na to, da imaš noge in roke, da izgledaš v redu, se pričakuje od tebe, da boš delal tako kot prej, pa se ne zaveda, da je lahko tukaj v ozadju neka huda utrudljivost, različne težave, ki niso tako očitne. Tako da se mi zdi, da ne gre samo za to, da imajo ljudje sami težave s tem, da sprejmejo bolezni, ampak jih pri tem in to otežuje tudi okolje.